Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Za nami je dolgo vroče poletje in temperature so kar naenkrat padle, kar najbrž tudi vpliva na nek način na naša življenja in naš odnos oziroma pogled na življenje. Zahladilo je in kako to vpliva na naše telo, pa nam bo povedala naša današnja gostja, stalna pravzaprav. Namreč nadaljujemo z serijo oddaj o zdravju z Alenko. Alenka, lepo pozdravljeni. Dober dan, zdravo. Me zelo veseli, da smo spet skupaj, ne? Tako kot sem povedala, poletje je bilo dolgo in vroče, skoraj malo pretirano vroče, ne? Kako ljudje so po vašem mnenju prenašali? Ja, res je, ne? Temperature letos so bile res izjemno visoke. Mogoče ne najvišje do zdaj, ne, smo imeli v preteklosti tudi še kdaj bolj poletje vroče, ampak dolgo je trajalo. Eni nam je bilo všeč, eni manj, je pa res, da za neke kronične bolnike, za starejše bolnike je bilo pa kar naporno. In polno je bilo nekih takih, mogoče malo, nekih takih čudnih stanj pri bolnikih, ki so jih prestrašila, pa so bila res samo zaradi vročine. Polno je bilo kolapsov, ne, ljudje so padali skupaj, slabosti nenadnih nekje na neki vročini. Tudi sončaric ogromno, ne, dehidracij, ampak, ne. No, kaj pa recimo ta iznenadna sprememba temperature, ne? Kako pravzaprav to vpliva na človeka? V bistvu so te nagle spremembe temperature so verjetno za človeka najtežje. In pravijo, da celo ki se je zgodila zdaj, ko pade temperatura za 20 stopinj v enem dnevu, ne, te so pravzaprav najtežje. Predvsem za srčne bolnike, pa tiste bolnike, ki imajo težave z žilami, tudi za duševne bolnike je to težje, tudi za bolnike z demenco, zanimivo je to težje. Tako da, ja, to vpliva na nas, ne. No, glede na vaše izkušnje, kaj pa pravzaprav ljudje lažje prenašajo? Vročino ali mraz? Ali absolutno mraz, absolutno mraz. 1000 ljudi mi je reklo letos poletje, toliko rajši imam zimo, ne. Je pa verjetno tako, ne, z leti imamo vedno raje bolj hladne mesece, ko smo pa mladi, pa nam je fajn, če je toplo in smo lahko dosti zunaj. No, to ste tako lepo povedali. No, sicer bo najina osrednja tema infekti, okužbe torej in vse, kar to prinaša, pa tudi seveda, kako se zdravi, tako da vsi tisti, ki vas to zanima, kar ostanite z nama. Ampak predtem sliši se, ne, da se uvaja ena zanimiva novost v zvezi z napotnicami. Ja. Veliko je kar govora o tem, pa če vam sodim sama po sebi pojma nimam, ne vem točno, za kakšne spremembe in torej novosti gre, bi nam prosim razložili. Fajn, da mogoče res razloživa to najinim gledalcem. Torej od 10. tega meseca že naprej velja, da izda vaš osebni zdravnik samo eno napotnico in ta napotnica velja za ves čas zdravljenja, tudi če to traja 30 let. Bolnik ne bo več potreboval nobenih novih napotnic, nobenih kontrolnih napotnic in tudi napotnica, ki jo izdamo, tistega zdravnika tam pooblašča, da ima proste roke in mora sam napotovati na vse preiskave, ki jih želi, sam za tisto napisati napotnice, naprej, ne. Tako da, veste, zdaj so bolniki pogosto romali k specialistu, pa potem zopet k nam nazaj po napotnico, pa je specialist odredil še neke dodatne preiskave, ki jih je napotil nam, da jim moramo mi napisati napotnice. In to je res, bolniki so hoteli sem in tja. Zdaj to več ne bo potrebno. Vsa pooblastila ima zdravnik, kamor ste šli, in ena sama napotnica, ki jo dobite na začetku, je tista, ki jo boste rabili za vsa leta zdravljenja. No, kaj pa, če jo zdraviš vmes? Super, če pa človek ozdravi in tega več ne rabi, se ta napotnica prekine, seveda. No, vsekakor je veljavna, torej. Veljavna. Za celo življenje, recimo ima človek neko kronično bolezen. Recimo, da ima človek revmatoidni artritis in hodi k revmatologu, se mu izda zdaj napotnica, ki bo veljala, prav hecamo se, ker dobijo bolniki sedaj na izvidu napisano, da napotnica velja do leta 1124. Tako da velja dolgo časa. Ja. Se pravi, torej, vse ostale napotnice za dodatne preiskave pa potem izdaja si sam specialist. Tako da bo zdaj kar manj tega stalnega klicarjenja, prihajanja.
Bolnike je dostikrat skrbelo, ali mi napotnica še velja ali ne. Včasih so prišli tja, pa so administratorke rekli, nimate napotnice ali pa ne velja vam več. In se mi zdi, da je bilo to kar stresno za bolnike. No. Pa tudi velika obremenitev za nas, družinske zdravnike, in smo končno nekako prišli do tega, da to več ni potrebno, da je ena napotnica tista, ki vse uredi. Tako da tudi bolniki, ki se že nekje vodijo in so dobili napotnico predpisano v zadnjih 14 dneh, 3 tednih, ta napotnica je že stalna, ne rabijo nobenih kontrolnih napotnic, nič več ne rabijo skrbeti za to, ali mu veljala ali ne. Zdaj, ko so enkrat naročeni, je to. To pomeni, enako velja tudi za laboratorij ali so Ne to za laboratorij, pa je sprotno? laboratorij, kamor napotim jaz, pač izdam jaz napotnico, ampak če bo pa šel bolnik, ne vem, recimo zopet k revmatologu in bo revmatolog priporočil neke preiskave, ki jih rabi on za svoje zdravljenje, bo on napisal napotnico. No in ta izvid potem, recimo konkreten, dobi tudi specialist potem? Mislite, jaz, če dobim družinski zdravnik? Ne, recimo, kot pravimo, torej ste povedali, za specialista je ena napotnica, ne, in potem recimo specialist nekoga še, oziroma potrebuje dodatne preiskave, recimo laboratorija ali karkoli, dobi potem on ta izvid. Tako, zdaj grejo vsi izvidi v en skupen sistem, ki ga vidim tudi jaz in specialist. Tako da zdaj je to dosti bolj enostavno in vidimo izvid oba. To pomeni tudi za vas, zdravnike, to velika olajšava torej pri vašem delu. Ja, zanimivo, upam, da sva oziroma ste sedaj pojasnili to najnim gledalkam in gledalcem, da bo torej vse skupaj lažje in bolj razumljivo tudi v bodoče. Tako da smo zelo veseli. No pa morda še vprašanje, preden se torej lotiva osrednje teme. Kakšna je situacija, kaj teži v zadnjem času naše občanke in občani, zaradi česa prihajajo? Kljub vročini je bilo že zdaj kar precej virusov v zraku. Imeli smo kar dosti viroz, ki so izgledale kot ene driske bruhanja. Ogromno je bilo tudi covida, ki mu je prav tako bil pridružen neki bruhanje driska. Potem imamo kar nekaj takih pljučnih, bronhitičnih viroz še zmeraj. Tako da se je kar dogajalo. No. Ampak predvsem pa je bilo v teh mesecih, teh vročih mesecih, neznosno dosti poškodb in alergij na pike. Tega je bilo pa res ogromno, ljudje so bili zunaj, seveda delali so marsikaj in predvsem so bile te poškodbe v ospredju. Piki, os, čebel in ne vem še česa drugega, pa to pa je bilo vsakodnevno jih kar nekaj. Obstaja pravzaprav kakšna kremica, s katero si lahko namažeš potem, ko te piči komar? Ker je bilo pikov, ne? Ja. Na trgu obstaja kar nekaj takih prav specialnih, celo ene take lučke se dobijo, s katerim si pik komarja lahko malo ublažimo. V lekarni se dobi ena kremica, ki se imenuje Metida, ki pa je mogoče samo tako delno učinkovita. Če imamo res velike reakcije, grde reakcije po pikih, se dajte obrniti na osebnega zdravnika, vam bo napisal eno dosti bolj učinkovito kremo, ki jo čisto tako v obliki male pikice date na mesto pika in se stvar hitro umiri. No, to je zanimivo, ne? Ja. Ker recimo enim se dogaja, ne, da si kar ranimo, ne? Ja. Recimo. Letos je bila zelo neprijetna ta, pozabila sem zdaj ime, ki je napada hrast tudi. Čipkarica, ta hrastova čipkarica, ta namreč grize tudi ljudi. Ne? In to je taka drobna mušica in zelo pogrize. In dostikrat so šli ljudje, ne vem, nekam na travnik ali v neko podrast in so prišli z 1000 piki na nogah, na rokah, ki so se kar vneli, se zagnojili v tej vročini. To je bilo kar grdo včasih. No, tako da bi to zdravilo, ki ga zdravnik lahko napiše, seveda to olajša stvari. Ja. No, fino. Bo pa zdaj verjetno mraz, upamo, malo tudi komarje umiril. No. Ja, pa tudi vse druge pa vse ostale insekte. Ja. Dobro, verjetno je tudi čas tak, ko bomo verjetno kar deležni nekaterih bolezni, okužb najbrž, ne? Ja. Pa bi morda, torej vas naprošam, beseda dve o tem, kako si naj razlagamo okužbe oziroma infekte, torej, kot reče infekte, ne? Recimo, kaj pa vzročajo in kaj so pravzaprav? Najprej se moramo opravičiti, jaz sem danes pravi primer tega, ne? Imam en taki virusni infekt s polnim nosom, slabim glasom, tako da se opravičujem za to.
Ja, pravzaprav ves čas se v okrog nas, mi tega sicer ne vidimo, ne, krožijo mnogo virusov, bakterij na površinah in ni se težko s tem okužiti, ne. Če pridemo, recimo, sedimo z nekom, ki kašlja v nas, ali pa recimo gremo v trgovino, to smo se malo naučili ob covidu, ne. Gremo v trgovino, predtem je nekdo kašljal, potem prijel voziček, primemo ga mi, se lahko okužimo. Glavnem, okužbe potekajo vse povsod, ves čas in od našega imunskega sistema je odvisno, koliko mi v resnici iz tega zbolimo, ne. Če je naš imunski sistem malo slabši ali pa mogoče malo bolj občutljiv, prej zbolimo, če smo kar v dobri formi, mogoče imamo samo en mali prehladek, malo smrkamo, pa je to, ne. Tako da, to je neki osnovni princip, so pa ti virusi večinoma ves čas prisotni. Res je, da so določeni virusi bolj občutljivi na vročino in jih takrat ni. Jih je pa nažalost več takih, ki so bolj, ki celo imajo pa radi bolj mraz, ne. Tako da zato je v teh zimskih mesecih kar dosti teh virusov pride naokrog, ne. In se z njimi seveda redno okužimo. Potem pa ti infekti, ne, ki so pogosto sprva virusni, potem naša odpornost seveda pade še nekoliko bolj in potem se na ta virusni infekt gor naselijo še bakterije, ki potem seveda celo sliko skupaj poslabšajo, prinesejo povišano temperaturo, mrzlico tipično in dosti slabše počutje. In ko imamo bakterijsko okužbo, jo pozdravimo z antibiotikom. Virusna okužba antibiotika ne potrebuje. Jaz vedno rečem, da lahko pojejo celo samokolnico, antibiotika ne bo pomagalo nič, ne. Tako da antibiotike dajemo ob bakterijskih okužbah, ob teh prehladih, virusnih infektih, pa bolniki rabijo samo počitek, tekočino, nekaj mogoče, malo, da jih ne boli tako glava, pa ker nas takrat bolijo mišice, glava, vse, da se nekaki paracetamol, da se to olajša in je to. Počakajo, da mine. No, kako bi mi laiki torej vedeli, da smo okuženi ali z virusom ali z bakterijo, recimo, kako to vemo? Ponavadi je vročina z mrzlico en tistih prvih znakov, da je verjetno šla okužba nekam naprej in da je verjetno neka bakterija za to kriva, ne. Tudi recimo pri bolečem žrelu, ne, dostikrat ljudje prihajajo, mislijo, da imajo angino, pa so brez vročine. Izjemno redko potekajo angine brez vročine, praviloma samo pri takih ljudeh, ki imajo res ogromno angin, en za drugim. Večinoma pa prava angina zgleda z eno mrzlico, visoko temperaturo, ne. Tako da, ko nas trese mrzlica, to pomeni, in to se mi zdi, veste tako, še zmeraj se skoraj vsaki teden dvakrat zgodi, da na urgenco kličejo ljudje in prosijo za rešilca, zato ker se tresejo, ne. In potem, ko jih sprašujemo, ugotovimo, da gre za mrzlico. Da ljudje še zmeraj nekako ne vejo, da mrzlica pomeni samo to, da nam raste temperatura. Ni sama po sebi nič strašnega, lahko izgleda zelo dramatično. Vse nas je verjetno kdaj tresla mrzlica in vemo, da včasih se ne moreš kontrolirati, ne. Ampak je pač to samo znak, da nam temperatura raste in takrat je treba vzeti nekaj za zniževanje temperature, mogoče si stuširati z eno tako mlačno vodo, da se malo ohladimo. In še ni razlog, da bi mogoče takoj zaradi tega tudi morali do zdravnika. Tako da bi jaz rekla, da je prvi taki znak, da nas je verjetno obiskala kakšna bakterija, je potem res ena mrzlica. Ja. Torej, ker ljudje, pravzaprav, kot pravim, laiki ne ločimo tega, ne? Pa nas tu recimo nekaj peče, ne? Ja, pa ni angina, torej, ne? Pa, zakaj mi ni dala antibiotika, ne? Zelo dosti ljudi prihaja recimo s kašljem, ne? Pa smrkanjem, teče mi z nosu, pa kašljam, ne? Pa nimam vročine. To je samo čisto navadna viroza. Zdaj, mi se dostikrat kar malo včasih jezimo, nekaj prihajajo mamice z malimi otroki, ki pridejo v vrtec po otroka in ji povejo, da je otrok bolan, da ima pač, da kašlja, pa da mu teče z nosu, ne grejo k zdravniku. In potem pridejo še isti dan popoldan, ali pa še kar je najhuje, da pridejo okrog 3 zjutraj s takim otrokom, ker kašlja po noči, pa je brez vročine, pridejo k zdravniku, ga revčaka mučijo, ne. Nimamo kaj, to je virusni infekt in je pač, ne moremo pomagati, ne.
bo šlo mimo. Je pa res, da če se pa taka viroza, ne, to bi mogoče morali ljudje res vedeti, da najprej počakamo. Nima smisla iti k zdravniku takoj, ko se začnemo slabo počutiti, ali pa takoj, ko nam začne teči z nosu, ali pa takoj, ko nam začne peči žrelo in še nimamo vročine. Vedno počakajmo nekje 3 dni. Če se začne povišana temperatura, gremo k zdravniku in bomo dobili to, kar je potrebno. Če bomo šli prej, vam zdravnik ne bo še dal nič, zato ker še nič ni videti, v 3 dneh se ne vidi nikjer še nič. In potem boste pa vi dejansko zboleli, boste kasneje rekli, ja, se mi niso nič dali, ker ste šli prezgodaj. Tako da to se mi zdi res pomembno. Počakajte 3 dni, pa da vidimo, v katero smer se bo kaj razvilo. Zdaj, mogoče bi se dotaknila vnetih ušes, ne? Ker to je tudi ena taka stvar, ki jo sploh v dežurstvu ogromno gledamo, predvsem pri otrocih. In isto, ne, vneto uho se praviloma začne kot virusni infekt. Zelo, zelo pogosto, ne? Redkeje kot bakterijski. In ponavadi vseeno potrebuje kakšen dan, 2, da se to preide v pravo vnet, tisto pravo gnojno vnetje srednjega ušesa, ki res da boli. Ampak veste, takšen, ker to pa vedno, ti otroci prihajajo v dežurno službo ob 2-4 zjutraj. In seveda pridejo slabo razpoloženi, ker jih mame zbudijo, ali pa oni jokajo že celo noč, ker jih boli, ne, in jih potem pripeljejo k nam. Seveda jih boli, res so slabo razpoloženi, ampak tak otrok potrebuje samo analgetik, ne. Antibiotik, ki ga bo mogoče dobil, zato ker mogoče je res vnetje takšno, ne, bo začel delovati komaj v 48 urah. Tako da ni antibiotik, mirno lahko otrok počaka. Bilo bi treba res se naučiti, da je treba ali otroku ali nam vzeti nekaj, da se nam zbije temperatura in da se nam zmanjša bolečina. Ponavadi to kakšen paracetamol, pri otrocih je to z imenom Calpol sirup, ali pa pri vnetih ušesih, kadar jih bolijo uhice otroke, mogoče boljše dati celo kakšno malo močnejše zdravilo, kot je kakšen brufen sirup, kakšna Voltaren svečka, ker deluje še močneje protivnetno in še bolj učinkovito zmanjša bolečino. In tak otrok mirno lahko počaka drugo jutro, mirno, ker nič ne bo prej zdrav, ne, samo bolet ga ne sme. In mirno lahko potem gre do svojega osebnega zdravnika, da ga pogleda, ne. Tako da, to je, kaj se tiče teh otitisov, tudi pri starejših, ne, samo starejši ponavadi ne hodijo, oni vseeno vzamejo najprej nekaj proti bolečinam, pa res pridejo potem že, ko je res potrebno to dati. Je jih pa kar dosti. Zdaj v poletnem času, ampak tega pa zdaj več verjetno ne bo, pa je zaradi bazenov ogromno vnetij zunanjega sluhovoda, ne, kot nam sluhovod oteče, postane luknja, ne, sluhovod je v bistvu en tunel in ta se tako zoža, da sploh ne moremo pogledati bobniča, ne, grozno boli, ljudje so gluhi, ne slišijo na tisto uho in je taka tečna stvar, ki se praviloma tudi kar zelo dolgo zdravi, ne, kar dolgo rabi, da to res čist nekam odide. Ampak tega zdaj po zimi ni, to je čisto ena druga stvar. Prostite, da samo da zmotimo, čega pa pride potem to? To so vnetja potem ušes? Vnetje tudi je infekt, ampak ponavadi zaradi bazenske vode, ne, v kateri je polno bakterij, ne, mislim, bazenska voda je v bistvu zelo nečista voda, ki ostane v ušesu. Nam v ušesu zmeraj ostane malo vode po vsakem kopanju. Morje ni problem, ker je sol neke vrste razkužilo, ampak bazenske vode so pa problem in to ostane v sluhovodu, ne, sluhovod je taki, ni ravna cev, ampak je taka zvita cev in ostane nekje pri bobniču in potem počasi se tam razrastejo praviloma najprej glivice, potem se pa pojavi še bakterijsko vnetje in res boli, ne, to res boli. In kako bi to preprečili, da nam ta voda pride? Torej... Preprečiti, da nam pride noter ne moremo, razen če bi uporabljali posebne čepke za ušesa, ki jih kakšni profesionalni plavalci uporabljajo. Je pa fajn si vedno ušesa stresti, ne. Pa tisti otroci ali pa odrasli, ki imajo s tem težave, že ponavadi kar vedo, imajo ene take kapljice vedno pri roki, da si mogoče tu pa tam še preden se to, ko samo začutijo, da nekaj ni v redu, že začnejo kapljati, pa lahko še pravi čas preprečijo. No in kaj te kapljice pomenijo, kaj naredijo? Razkužijo? Te kapljice imajo en tako protivnetno snov noter, ki prepreči, da bi začel sluhovod otekati in se več ne bi mogel luftati, no, po domače rečeno, ne. Ker uho se mora vedno luftati in se lufta skozi sluhovod, se lufta skozi nos in skozi žrelo.
s takimi cevkami je povezano uho z nosom in žrelom in navzven. In kjerkoli od teh 3 mest naredi zapora, ne, vse to lahko pripelje, da mi slabše slišimo, da nam šumi v ušesu, da nam poka v ušesu in da nas tudi boli v ušesu. Tako da je to razlog za marsikatero bolečino. Ja. Kako bi sedaj lahko razumeli torej razliko med virusi in bakterijami? Virusi so čisto ena druga vrsta mikroorganizmov kot bakterije, povzročajo številne bolezni, verjetno še celo več kot bakterije, ki so lahko tudi hujše od njih. Ampak edina razlika je v tem, da bakterije znamo zdraviti z antibiotiki, zelo uspešno, medtem ko viroze znamo zdraviti manj uspešno. Mogoče virusne bolezni, ki so zelo nevarne, kot so, ne vem, HIV, pa polno drugih, znamo tudi takšne z posebnimi virostati, ki se imenujejo, s posebnimi zdravili tudi ublažiti, ampak te viroze, ki so pa kot neki prehladi, kot to, pa enostavno nimamo zdraviti z ničemer posebnim. No. To je edina razlika. Ene zdravimo z antibiotiki, druge pa ne. In v tem zimskem času se bo ljudje večinoma srečevali z viroznimi okužbami, ne z bakterijskimi. Večina ljudi jim bo teklo včasih iz nosu, jih bo peklo žrelo, bojo suho kašljali ali pa včasih tudi izkašljevali, jih bo bolela glava, tudi sinusi bo včasih polni. Ampak dokler nimate vročine, je treba enostavno počakati, da mine. Si pomagati z kakšnim paracetamolom iz lekarne. Včasih, recimo, če imamo težave malo s sinusi, dobijo se posebne kapljice za nos, tudi v lekarni. In pa dosti piti moramo. Ne. Sluznice morajo biti fajn vlažne. Če so fajn vlažne, potem so tudi bolj odporne. Ne. To je finta tega, zakaj je treba dosti piti. Ne. No, kaj pa kašelj, recimo, so to virusne ali bakterijske okužbe, ko kašljaš? Ja. Suhi kašelj pravzaprav pomeni samo to, da so se naše dihalne poti na nek način iz kateregakoli razloga malo ogulile in so ti receptorji za kašelj zelo na površini. Zdaj, najpogostejši razlog za kašelj sploh ni infekt, ampak je želodčna kislina, želodec. V 95% je razlog kašlja želodec. V tistih nekaj procentih so pa seveda potem infekti, ali so to virusi, ali so bakterije, pravzaprav kašljamo pri obojem. S tem, da je res, da pri virusnih infektih praviloma kašljamo bolj suho, tako dražeče, ne. Zdi se nam non-stop, tako kot zdaj jaz, ko imam non-stop občutek, da moram zakašljati, da imam tu nekaj, ne. Medtem ko pri bakterijskih okužbah ponavadi grejo globje v pljuča in kašljamo tako bolj produktivno, mi rečemo, izkašljamo kako sluz ali pa dosti sluzi. Včasih, če gre res za grde pljučnice, ljudje celo izkašljajo tako zeleno, smrdljivo sluz, ki je pravzaprav pomešana z gnojem. Ne. Tako da, ja. Rečejo pa ljudje pogosto kašljam gnoj, kar pa ni res, ne. V bistvu mi ves čas izkašljujemo to sluz, ki se lušči iz naših dihalnih poti. Kar je najbrž dobro, ne, da ščistiš. Kar je v bistvu, ne, sluz rabimo, ne, sluznice rabijo sluz, ne, ampak in potem, ko bomo zopet imeli malo več sluzi, ne, s pokrito sluzjo, bomo tudi manj kašljali. Ampak dobro, to vse rabi svoj čas. Ti kašlji so posebej trdovratni pri virusnih obolenjih, ne. In vem, da mi je včasih kar grozno, ko pride pacient in kašlja, tako da reče, jaz sem si jetra ven skašljal, ne. Res dejansko lahko kašljaš v eno, pa mu moram reči, ja, še 12 tednov ali pa 8 tednov bo tak, ne, ker se to kar 2-3 mesece rado vleče. Sicer vedno boljše je, ampak ni pa dobro, še kar nekaj časa. No, laviki pravimo, da se ščisti nam potem, da se nam pljuča, dihalne poti očistijo. Je to to? Ja, to je mogoče tako laično rečeno, v bistvu se nam nič ne ščisti, no. Pač enega hipa. Je pa res, da recimo bakterijske, ne, stvari, pa kadar dobimo antibiotik, se dosti prej pozdravijo. Ne. Bakterije ubijemo in stvar se popravi. Tisti virus noter pa kar dela, pa nam ne da miru še kar nekaj časa. Ne. No pa morda še o bakterijah, beseda ali dve, kaj so torej bakterije, kakšne so torej tiste, oziroma še boljše vprašanje se mi zdi, kako bi torej nekako si učvrstili naš imunski sistem. Človek, recimo, kako bi si učvrstil, da bi torej bil čim bolj odporen. Ja. To vedno ljudje sprašujejo
in so vedno razočarani z našim odgovorom, ne? Ker v bistvu najboljšo odpornost imamo, če normalno jemo. Ne bom za nalašč rekla zdravo, ker se to ljudje predstavljajo, ne vem, kako posebno hrano, ampak ne. Pomembno je, da jemo čim več nepredelane hrane, mogoče čim več sveže zelenjave predvsem, ne sadja, ampak predvsem zelenjave, da jemo tudi meso, ali pa če smo že pač vegetarijanci, vegani, da znamo res dobro nadomestiti te beljakovine, ker jih zelo malo ljudi to zna. Tako da, to je potrebno je tudi dosti gibanja, predvsem na svežem zraku, da so naše sluznice utrjene, in to je to. Ljudje si vedno želimo neki čudežni pripravek, ki bomo ga kupili, pojedli in bomo super, ne? To ne obstaja. Prodaja se sicer marsikaj, ne? Ampak roko na srce, v bistvu, to je brez veze, ne? Mi moramo z neko pravo hrano poskrbeti, da bomo zdravi. Je pa res, da obstajajo živila, ki so fajn, če jih jemo, ne? Recimo. Ne vem, kadno kislo zelje, ne, to naribano kislo zelje je, če ga malo segrejemo, ne sme zavreti, ne, ampak tam nekje do 60-70 stopinj se sprosti ogromno vitamina C, največ verjetno od vse hrane, in to se mi zdi ena taka stvar, ki jo tu pri nas ljudje kar uživamo, ne, in jo imamo radi, malo bučnega olja, gori nek krasen obrok, ne, recimo. To je fajn jesti. Potem vedeti moramo, da ima recimo paprika sveža, ima ogromno vitamina C. Potem kakšen kivi, tudi kakšni sadeži so fajna alternativa. Ampak predvsem, no, naj bo čim več razne zelenjave, morajo biti tudi ogljikovi hidrati, pa tudi beljakovine, ne. Tudi meso je pomembno, tudi siri, trdi so super stvar, ne. Vitamin D je zelo potreben, ne. Zdaj, po takem poletju, kot je bilo to, se pravzaprav bojimo, da bo vitamina D manj, kot ga je bilo prejšnja leta, zato ker so bili ljudje dosti noter, ker so se skrivali pred vročino, ne. Tako da, če se vam zdi, da ste malo na soncu, pa tak, dajte mogoče kakšen mesec, da se dobiti v lekarni, se dobi vitamin D v obliki tabletk, pa pojejte kako škatlico. To je stvar, ki pomaga, no, ampak predvsem ena taka zdrava domača hrana. Stvari, ki rastejo tukaj pri nas, ne, kjer jih pripeljemo iz Guatemale, recimo, ne. Ja. No, pa še morda o bakterijah. Kaj pravzaprav bakterije, te nesrečne so? Nesrečne bakterije so pač taki lepi mikroorganizmi, ki se med sabo radi množijo, se naselijo lahko znotraj celic, na površine celic, v tkiva, in ob tem izločajo, mi rečemo toksine, no, ene take snovi, ki potem pri nas delajo razne zaplete, no, ampak ponavadi prvi taki znak, na katerega pač moramo biti pozorni, je zvišana temperatura, in to tako konkretno zvišana, tam nad 38,5 recimo, ne, pa mrzlice, take tiste mrzlice, ki nas potem mučijo 2-3 dni ali pa so res hude. In te bakterije so v bistvu eno največjih odkritij, no, tako bom rekla, eno največjih odkritij v zgodovini je odkritje antibiotika, ne. In se mi zdi, da odkar imamo antibiotike, je smrtnost na splošno v populaciji bistveno manjša. Včasih so ljudje umrli pri vsaki enostavni pljučnici, ne. Danes je to čisto enostavno rešljiva stvar, ne. Tako da, ja. Mogoče bi edino na eno stvar opozorila, ker smo se prej pogovarjali o virusih in bakterijah. Da mogoče vseeno ne bi pozabili, ne, so pa ene stvari, kadar pa morate takoj k zdravniku, ne. In sicer vemo, da tudi klop, ne, prenaša določene viruse in bakterije, ne, borelija je bakterijska okužba, tam imate čas. Če opazite flek na koži, tam imate čas, še mesec dni lahko hodite k zdravniku, ni nič nujnega. Če pa vas po piku klopa tam kakšen teden ali pa 10 dni potem začne močno boleti vrat, in to boleti vrat tako, da ne morete vrata premakniti, ne morete se z brado dotakniti dol prsnega koša, če imate ob tem vročino in če ob tem še celo bruhate, je pa to stvar, tudi če traja 5 ur, da takoj greste do zdravnika, ne. To je res taka nujna stvar, tu se ne sme čakati, ne. To je edina taka, mogoče na katero bi res opozorila, da tu ni časa za čakanje. Pri vseh ostalih, no, pa
lahko malo počakamo. 3 dni vse počakajmo. Ne? No, tudi to je zelo dobrodošla informacija, ne? Velikokrat slišimo tudi uroinfekt, ne? To je tudi ena specifika. To je tudi ena specifika, ne? Ko se praviloma bakterije, ki pridejo iz predela danke, se potem v bistvu razlezajo po koži in skozi sečnico, največkrat pri ženskah, ker ženske imamo kratko sečnico, ne? Sečnica je izvodilo iz mehurja, zlezejo v mehur in povzročijo vnetje. In takrat imajo gospe ali pa tudi gospodje, če imajo to smolo, ponavadi je tako težavo, da jih non-stop tišči lulajo po kapljicah, včasih opazijo kri v urinu, uriniranje je boleče, pekoče med lulanjem, ne po lulanju. In takrat tudi morajo poklicati ali pa priti in morajo dobiti antibiotik. No. Ampak tam je praviloma infekt bakterijski. Zelo redko virusni, predvsem je bakterijski. Tako, naj bo to vse za danes. Veliko je bilo povedanega in dobrodošlega, tako da si bomo kar zapomnili, ne? Da nam bo lažje torej skozi prebroditi tudi to jesen in to zimo. Alenka, hvala lepa, uspešno delo še naprej s upanjem, da se vidimo, ne, čez mesec dni. Hvala. Tako, hvala lepa, hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. Se vidimo znova v oddaji o zdravju z Alenko čez mesec dni. Srečno do takrat in predvsem ostanite zdravi.